Dragi župani, podžupani, predstavniki mestnih občin in pa predstavnik Združenja mestnih občin, predsednik pomembnega odbora, ki je tudi z nami. Namen današnje razprave okrogle mize je v okviru urbanega foruma izpostaviti ključne izzive, s katerimi se mesta soočajo, priložnosti, ki jih vidijo, seveda, in to vse v smeri oblikovanja pametnih mest za trajnostni razvoj Slovenije in za zeleno rast. In da ne bi preveč zgubljali časa, veliko smo danes slišali. Slišali smo o urbani politiki, slišali smo o načrtih, ampak tu so z nami dejansko voditelji, ki se ukvarjajo s problemi mest, voditelji, ki vodijo mesta ali te, ki jih zastopajo, in z velikim pričakovanjem ali pa zanimanjem to debato. Se pa v prvi krog bi šli kar po vrsti, pa bi začeli iz leve, pa bo se gospod iz Nove Gorice predstavil, vseeno, da bomo tudi vedeli mesta, nismo dali napisal spredi, ampak župan Nove Gorice in povedal na kratko od njegov izziv, povezavi s tem in priložnosti. Prosim. Adjela. Dobar dan, Matej Arčon, župan mestne občine Nova Gorica, ste ga že predstavili iz zahoda Slovenije. Najprej iskrene čestitke organizatorjem za ta urbani forum, da se tu srečujemo, povezujemo in ne nazadnje, da se izmenjujemo tudi izkušnje in primere dobrih praks. Moram reči, da je bila uvodna predstavitev zelo dobra. Prvič mi je bilo všeč to, da je ministrica dala poudarek končno, bom rekel, razvoju mest. Drugič, da je povedala Evropska komisarka, da obstajajo šoldi za izvedbo teh projektov. In tretjič so akterji dejansko predstavili njihove storitve k boljšemu razvoju urbanih, bom rekel, naselij oziroma mest. Nova Gorica ima eno specifiko, je mlado, zeleno mesto. Priložnost vidimo v povezovanju in sodelovanju ne samo v regije ali pa na nivoju države, ampak v povezovanju z sosednjo Gorico. To smo v preteklosti kar že nekaj uspešnih projektov speljali, meja je padla, vstopili smo, bom rekel, v Evropsko unijo in to, bom rekel, čezmejno sodelovanje je iz leta v leto boljše. Tudi, bom rekel, na področju urbanega razvoja obeh mest. Se pravi, to je naša priložnost. Izziv je pa ta, da dejansko država prepozna Novo Gorico kot neko strateško središče v prostorske strategije razvoja Slovenije, Novo Gorico opredeljeno kot mesto nacionalnega pomena. Ampak mi trdimo in tudi zahtevamo, da Novo Gorico prizna kot središče mednarodnega pomena, glede dejansko naše dosedanje aktivnosti, ki smo jih dejansko peljali. Ne nazadnje imamo sosednjo Gorico tudi eno skupno evropsko združenje, o tem bi morda nekoliko kasneje, ampak veliko projektov smo na tem področju urbanega razvoja skupaj z sosednjo Gorico že speljali, čakamo na konkretne razpise in konkretne ukrepe. Ne nazadnje tudi v tej perspektivi, ki prihaja, ki je tudi Evropska komisarka povedala, Horizont 2020, nastopamo v sodelovanju z 3 dvojčki, Gorica, Nova Gorica, Malmo in Kopenhagen in še 2 mesti iz Francije in Španije. Zdaj imena sem pozabil. Tako da iščemo dejansko naše priložnosti in izzive v povezovanju in sodelovanju z sosednjo Gorico. Odlično, hvala lepa. Murska Sobota. Lep pozdrav tudi z moje strani in predvsem strani mestne občine Murska Sobota. Naj vse toplo pozdravim v imenu župana, ki je žal danes službeno odsoten in že imel prej planiran ta termin in nažal tega srečanja danes ne more udeležiti. Ja, jaz sem z zanimanjem poslušala tudi uvodne besede, predvsem tiste fascinantne številke, ki so nam jih dali predstavniki BTC Cityja. Jaz moram povedati, da pri nas gledamo, da vso zadevo malo drugače. In sicer, če stopim korak nazaj in se vrnem zopet v tista leta po osamosvojitvi, je bilo storjenih kar nekaj napak,
ki verjetno ne bi bile storjene, če bi vedeli, da bo smer razvoja se razvila tako, kot se je. In sicer mi Prekmurci smo prodali skoraj vse, kar smo imeli. In danes vsak evro, ki ga porabite v Murski Soboti, se ne vrne v celoti v Mursko Soboto ali regijo, ampak večinoma potuje v Nemčijo, Hrvaško, Italijo, pa na Gorenjsko in še ne vem kam. Torej, naš cilj je, da v prihodnosti si zastavimo vse projekte tako in podpremo tudi tiste projekte, ki bodo vračale vsak porabljen evro nazaj v mesto, nazaj v regijo, ker šele takrat se bomo lahko tudi uspešneje spopadli z vsem tistim, kar nas pesti. Boljše poslovno okolje, zmanjšanje revščine, potem verjamem, da tudi, če bomo naredili ta korak, bomo tudi okoljsko sprejemljivejši in da bomo ustavili ta beg možganov, beg prebivalstva, ki se nam izseljuje. Torej, mi nimamo problema, da se ljudje naseljujejo v Mursko Soboto, ampak se soočamo z begom. In v tem smislu smo si tudi zastavili celoten razvoj, v tej smeri razmišljamo in se pa tudi povezujemo, ker tudi vsa ostala mala mesta v tem regionalnem trikotniku, kot mi radi to imenujemo, Slovenija, Madžarska, Hrvaška, zdaj tudi zraven in Avstrija imajo podobne probleme. Mi sodelujemo uspešno v povezavi 24 mest Slovenije, Madžarske in Avstrije, tudi mesto Ptuje v tej povezavi, ampak to so majhni koraki, kjer skupaj definiramo skupne probleme, pripravljamo skupne projekte in potem seveda kandidiramo na vsa možna sredstva, ker se nam sredstva pač na občinski ravni zmanjšujejo in smo primorani za vse dodatne storitve iskati denar drugje. Kako v bistvu zdaj iti naprej? Mi smo si zastavili nek cilj zelenega mesta. Imamo pa en osnovni problem. Industrije nimamo ne vem kakve, ki bi ne vem kako onesnaževala naše okolje. Imamo pa kmetijstvo. Obkroženi smo z podeželjem in intenzivno kmetijstvo imamo praktično na našem pragu. Torej, se soočamo z nezdravo hrano, z nezdravimi tlomi in seveda tudi nezdravo vodo. In to so sigurno izzivi, ki nas v prihodnje prav tako čakajo. Infrastrukturo, bi nekdo rekel, imamo krasno. Prekmurci imate avtocesto. Oddaljeni ste zelo v kratkih relacijah do vseh bližnjih letališč. Imate idealne pogoje. Tudi ICT je idealno urejen. Ampak še vedno je tu ogromno izzivov, ki nas čaka. Tudi ta avtocesta ne pomeni samo pluse, pomeni lahko tudi minuse, lahko pomeni tudi večji izhod iz mesta, ne samo vhod v mesto. Tako da sigurno nas tukaj čaka še ogromno izzivov, so pa ti izzivi sigurno bistveno drugačni, kot jih ima prestolnica. Hvala. Hvala. Mestna občina Kranj. Lepo pozdravljam tudi v imenu Mestne občine Kranj. Moje ime je Boštjan Trilar. Seveda najprej še enkrat zahvala tako ministrstvu kot tudi komisarki za to povezovalno vlogo. Mislim, da je glede na to, kar sem zdaj slišal pri mojih predhodnikih, se zelo lepo vidi, kakšne velike razlike so. Najprej imamo občino, ki zelo resno razmišlja o mednarodnem povezovanju in sodelovanju, leze ven že praktično na meje Evropske unije, potem pa imamo občino, ki pravi, da se praktično bori z revščino. In se mi postavlja vprašanje, ali ni pravzaprav cela Slovenija eno mesto. Če pogledamo po številu prebivalcev in po primerjanju, bi mogla biti tudi tukaj ministrstvo in država veliko večji povezovalni člen, ker imamo drugače tako različne potrebe, težave in tudi na različen način razrešujemo naše težave. Pa če se vrnem na Kranj, bi pa začel s pozitivnim. Vedno imamo tudi kaj pozitivnega. Kar jaz vidim kot pozitivno, da je Kranj velika mestna občina, 3. v Sloveniji, da imamo pozitivno rast prebivalstva, kar je mislim, da zelo dober indikator, in pa da je to mesto, v katerem se najbolje živi v Sloveniji. Vsaj tako je lansko leto pokazala raziskava revije Finance. Seveda to ni moja zasluga, ker sem šele 3 mesece župan, je pa vsem fino slišati.
Kaj pa izzivi? Bi zopet rekel drugače kot moja dva predhodnika. Kranj je bil v preteklosti poznan po svojemu gospodarstvu in po svoji industriji, ki ga danes praktično ni več. Obstaja močna obrtniško-podjetniška srenja, imamo 36,000 poslovnih subjektov, velike industrije pa praktično ni več. In Kranj od takrat, torej v zadnjih 20 letih, ni našel nove identitete. Eden od največjih izzivov, ki jih imam jaz osebno kot župan, je ta, da ko sem pred 3 meseci prevzel vodenje občine, ni bilo pripravljenega niti enega evropskega projekta, ni bilo pripravljeno niti enega povezovalnega projekta, skratka en velik, ogromen vakuum. In to je tudi to, potem, če nimaš smeri, star kitajski pregovor pravi, če ne veš, kam greš, je vsaka pot prava. Lahko pa hodiš tudi v krogu. In posledično, ker je bilo konec industrije, ali pa je propadla, ali pa je stagnirala, se seveda začela tudi velika dnevna migracija iz in v Kranj. Večinoma v Ljubljano, preko 5000 Kranjčanov hodi dnevno, migrira v Ljubljano in tudi v okoliška mesta, kar je zopet posledično naredilo ogromne težave pri prometu. Imamo dnevne izzive, ta izvoz Kranj-Vzhod je eden najbolj obremenjenih v Sloveniji, največ zastojev. In kaj je še industrija pustila za sabo? Preko 100 hektarov degradiranih površin. Dobro, ne samo industrija, seveda so tudi socialno degradirane površine, ampak velik del tega je ostalo od industrije. Kar je še večji izziv, da zdaj na teh področjih jih pravi čas občina ni odkupila in imamo zelo mešano lastništvo. Kar pa res praktično onemogoča na kratki rok stvari sistematično rešiti, ker če imaš ti na degradiranem območju 50, 60, 70 lastnikov, vsakega s svojimi interesi, z različnimi vlaganji, z različnimi statusi, je to zelo težko reševati. To bi generalno rekel, da so tisti največji izzivi Kranja, hkrati so pa to tudi največje priložnosti. Namreč, če smo dobili občino na nizkem nivoju, pomeni, da lahko tudi zelo hitro ukrepamo in smo v tem trenutku znotraj enega zelo dinamičnega procesa priprave, smo v zaključni fazi, bi rekel, trajnostne urbane strategije, kar se pa meni osebno zdi predpogoj za bodoče delovanje, za pridobivanje sredstev za sodelovanje z državo in tudi z Evropsko unijo. In tega smo se lotili zelo široko. Namreč moje izkušnje so, da če v samem procesu tega ne vključiš dovolj široko množico interesnih skupin, torej stroke, politike, svetniških skupin, zainteresiranih javnosti, imaš potem pri sprejemu blazne težave. To smo naredili preko tako imenovanih fokusnih skupin in moram reči, da so rezultati odlični in da imamo odlično podlago za nadaljne delo in da smo ravno tudi v pravem času to speljali pred sprejemom operativnega plana, pa pred to zdaj to, o čemer smo se danes pogovarjali. Je pa res, da to vzame ogromno energije, da tudi občinska uprava ni navajena na ta način delati, da je treba res ogromno fokusa, usmeritev energije, časa, da se te stvari speljajo. In nekako smo identificirali, da so priložnosti za Kranj v tehnologiji, torej tehnološko mesto, kjer bomo lahko tudi vključevali mlade. Glede na našo lokacijo, trajnostna mobilnost, imamo odlična izhodišča, neposredno bližino mednarodnega letališča, dobre cestne povezave, bližino turističnih mest, ne nazadnje tudi bližino Ljubljane. In to je odlična platforma za mednarodni turizem, ker logistično imamo vse v bližini, treba je pa samo še narediti, tudi infrastrukturo ima Kranj odlično, kar se tiče kulture in športa, mogoče predobro, ker nam poje 80% proračuna za vzdrževanje. Je pa to odlična priložnost, da jo napolnimo in ravno tukaj vidim to veliko priložnost v tem, kar se danes pogovarjamo, da si tudi zagotovimo sredstva in predvsem, da se povezujemo. Tudi gorenjska regija, teh 18 gorenjskih občin ni dobro povezana, mogoče tudi delno kriv Kranj, ki v preteklosti ni bil povezovalen, od sedaj naprej pa bo in mislim, da je potem pa treba še širše. Mi smo že navezali v zadnjem času stike tudi z avstrijsko Koroško in gremo na to stran preko meje. Skratka, priložnost v povezovanju, v širjenju, definitivno na tak način, da 220 občin, koliko nas je, funkcionira vsaka zase, ne bomo nikamor prišli. Hvala lepa. Hvala, minister Ljubljana.
Gospod podžupan. Dobar dan želim, jaz sem pustil 80 študentov pa preletu k vam, da vam kaj povem pametnega in pol upam, da me bodo še počakali. Z najboljšimi nameni, seveda. Skratka, izziv Ljubljane je po mojem skromnem mnenju, to je moje mnenje, seveda, tako da ne vem, če ga tudi delim s vsemi drugimi, da ne bi se ustavili na tisti točki, prelomni točki, ki je neverjetno pomembna za en večji preboj ali preobrat razvoja mesta v trajnostno smer. Namreč več takih indicov je, ki kaže, da se mi sprememb ustrašimo, mi jih upeljamo, mi dobimo tudi priznanja iz tujine, tako, na vseh podporo tudi, a pa pride do neke točke, kad se nekako ustavimo in reče, mogoče pa smo že dovolj naredili in se zatekamo neko samozadovoljstvo z doseženim. No, jaz mislim, da je to največji izziv in seveda upam, da bom zbral dovolj široko koalicijo vseh, ki vam pri tem lahko pomagajo, ne, da se to ne bi zgodilo. Namreč Ljubljana je res izstopila, kot veste, v predvsem tistih dosežkih, ki pomenijo uvajanje sprememb v neko proces preobrazbe mesta iz socialističnega v tržno-liberalno mesto. Seveda, ker se je ta tranzicija pravzaprav hitro zgodila, smo se mi seveda soočali z enim najtežjim izzivom, kako trende, ki še delujejo, ki še grejo, vsaka netrajnostne trende razvoja, ki smo jih komaj začeli, ki pomenijo neko novo priložnost, saj so ljudje videli, kot neko novo svobodo, neko novo vrednost razvojno, kako zdaj pa vse te uvedene novosti, ne, spet preobrniti v trajnostno smer. To je težko, kajti procesi, kot veste, potekajo ves čas, seveda, mi jih moramo spremljati, ne, in oni so zelo inertni. In načrtovanje, še posebej sodobno načrtovanje mest, kaže na to, da je učinkovito v tem, koliko sprememb v trendih povzroči, koliko jih inicira, kako se temu reče, koliko jih sproži, in ne v tem, kako učinkovito služi trendom, spremlja te trende. Ne. Skratka, Ljubljana je pač kaže obe smeri razvoja še vedno, ne, v netrajnostno smer in v trajnostno smer. Ne. V smeri trajnostnega razvoja mesta in v smeri tržno-liberalnega razvoja mesta. In ta prekretnica zgodovinska se dogaja pravkar, ne, ker še zmerom ne vemo čist, kjer jih je več, ne, kjer jih trendov, kjer jih so prevladali. Namreč eno od ključnih seveda dejavnikov v tej smeri je, da nimamo koalicije razvojne, še čiste prave, ne, trajnostne. Jaz sem pravkar, sem moj prosil, če nekaj povem na hitro, pa so me presenirali, sem pa res povedal, ne, da jaz sem en redkih, ki živi na trajnostni način. Ne. In se ves čas srečujem iz ljudmi, ki ne živijo na trajnostni način, ki samo zagovarjajo seveda, ne, govorijo o agendah, govorijo, da tako moramo, ne, ampak svojim zgledom, svojim ravnanjem in svojim nazorjem življenjskim seveda ne podpirajo tistega, kar je vrednota tega trajnostnega razvoja. Ne. Skratka, živijo na netrajnostni način, ampak zagovarjajo te vrednote. In to je ta ista dvojnost, kakršno se mi zdi, da doživlja tudi mesto. Ne. Tudi javnost ne razume, mogoče čist dober, mogoče je to malo prevratniško povedati, v te stavbi, da se je mestna uprava ali oblast, kakorkoli že rečemo, zavestno zaradi vizije trajnostnega razvoja, ki jo mesto ima postavljeno, zaradi 5 točk v tej viziji, lotilo najšibkejšega člena in v bistvu v vseh teh letih, zadnjih 7 letih, pravzaprav vso energijo, tudi seveda sredstva investiralo v prenovo mestnega središča in staro mestnega jedra. To se zdaj že pozabili. Vsaka to staro mesto in mestno središče tudi je medtem doživelo seveda v te nekonkurenčni borbi z BTC Cityjem, ne, a veste, eno veliko stagnacijo, no, ki se je zdaj že ne vidi več, a veste, to mesto je bilo prazno, res.
Dobro, ne bom zdaj govoril za nazaj, da ste malo to pozabili. In moram reči, da je javnost nikoli razumela, in tudi še posebej opozicija, da je bilo to zavestno dejanje, da smo pač vzpostavili vsaj eno približno ravnovesje, razvojno ravnovesje, ki kaže na temu, da je treba mesto razvijati navznoter, da je treba razvijati predvsem kakovost vsakdanjega življenja, ne se ukvarjati z vprašanji razvoja, ki so toliko samodejni. Vsaka to se mi zdi nekaj dosti zanimivo, da te koalicije, če spet ponovim, še ni, te koalicije, ki bi se vseh deležnikov v razvojenega mesta in upravljenega mesta, ki bi se zavzemali zavestno za postavljene cilje. Seveda se treba za vsak cilj, za vsako ureditev, moram reči. To je moja naloga, težka, ne obupavam, ampak malo sem že utrujen od tega, ne? Za vsak najmanjši premik se treba izboriti. In to v odnosu do države, predvsem ta je, moram reči, največje breme, ker nekako ne spremlja, a veste, razvojnih možnosti in tudi teh sprememb trendov ne spremlja recimo z regulativo. Ne bom dal primer, ampak med drugim, kot veste, moramo mi ukiniti rumene pasove z odločbo. Ne glede na to, da so rumeni pasovi trajnostni ukrep, ki ga poznajo vsa mesta do Nove Zelandije, gledajte, pri nas to ne smemo, ker še ni v pravilniku. Čeprav smo dosegali male premike, to je en primer, lahko jih naštejem še več, samo en primer, kako ne znamo skupaj delati, kako se ne znamo podpirati. Rumeni pasovi se prenese, da avtobusi vozijo v konicah hitreje od osebnih avtomobilov in bistveno hitreje, da je tudi hitrost vožnja povprečna večja, da avtobusi lahko vozijo bolj točno po voznem redu in je to en mali premik, a veste, koliko za 2% več se zdaj potnikov vozi z avtobusom, kot se je recimo leta 2003. To je zapravo mali premik, ki sicer bilo težko doseči, ampak če bomo mogli zaradi države zdaj ukiniti rumene pasove, bomo šli spet nazaj. To je bil samo en primer, da ne bi pa izgledal vse tako črno-belo, ampak na stremih lahko seveda vrsto takih stvari, ker nekako zaostaja, država zaostaja za tistimi razvojnimi, bi lahko rekel, dosežki tudi, ki jih moramo pravzaprav, da ne bi zaostali v tem procesu. Veš, ker to je najtežje, pa se vrnite zdaj, ker pa je konc. Pa ne gre več. Naprej, ne? Nekako, moram reči, prav zaradi tega, ker obstaja po moje tudi odsotnost skupne vizije na državni ravni, ne? Jaz ne vem, če je. A obstaja nekje v zelo zgoščenem tekstu napisan, kakšna je razvojna vizija države. Jaz vem, da ne. Ta izziv je pred nami vsemi. Vi to dobro veste, da se bil jaz kaznovan, zaradi tega. Jaz sem se mogel zagovarjati pred državno zborsko komisijo, zaradi tega, ker kot da sem bil, so krivec, ker Ljubljana ima vizijo dolgoročnega razvoja mesta in tega dokumenta ni v zakonodaji, zato sem seveda zavajal javnost. Zato ne moram verjeti. To je nekaj neverjetnega, ne vam govorim, da je kafkovskega, ampak nekaj, kar govori o, kako bi rekel, razmerah in tudi o mišljenskem vzorcu, v katerem živimo. Zato je, kar so kolegi tle povedali in kolegica, v povezovanju je seveda in v sodelovanju je edina možna alternativa. Sicer sprememb ne bomo dosegli. In bi zaključil sam čez eno zelo preprosto miseljo. Trajnostni razvoj je povezan z korenitim spremembam vsega, gledajte. Ne za malimi premiki, pa potem biti z njimi zadovoljen. To je součinkovanje cele vrste ukrepov, sektorjev in mi moramo izkoristiti tako imenovani, kako se reče, strukturni kapital, ki ga imamo, povezovanje vseh deležnikov, vseh omrežij in brez tega preboja ne bo. Preboj mora biti velik korak, ne mali. Za zaključek bi sam povedal eno misel, ki je verjetno vsi poznate, slišal, da ste tudi danes o tem govorili, ker govori se spet veliko o to pametna mesta, pametni razvoj, pametna omrežja. O tem bom povedal samo kritično, da mi v bistvu v Ljubljani ne vemo čist natančen, kakšni so trendi, kakšni so premiki v smeri trajnostnih učinkov na okolje, na socialno življenje v mestu. Mi ne vemo pravzaprav čist, ker nimamo spostavljenih omrežij in tipal, kako se temu reče po slovensko, ki bi vsak dan merila in dosežke in te male premike in da bi z njimi lahko seveda najprej mi vedeli, ki upravljamo mesta, kaj se dogaja zares, in potem, da bi vedeli še meščanke in meščani in da bi vedeli tudi vsi ostali deležniki, seveda tudi poslovni svet,
koliko smo naredili premika in koliko ne. Skratka, tisti, kot veste, ki ne meri, ne mora upravljati procesov, ker ne ve, kaj se z njimi dogaja, ker ne ve, kakšen je ta napredek. In zato bi s tem zaključil. Dobro, hvala profesor. No in zdaj gremo od najlepšega mesta k najstarejšemu, torej mesto Ptuj. Torej, jaz vas pozdravljam iz najstarejšega mesta v Sloveniji, Ptuja, sem Milan Senčar, tudi novi župan, zdaj že 4 mesece, za kolega hitro čas mineva, tudi meni čas hitro mineva. Zdaj ta predvolilna euforija se počasi polegla, takrat smo bili seveda polni načrta, kako bomo, ne? Potem se nekrat soočiš z neko realnostjo, ko ne moreš glih tistega, kar bi rad. Ne? Prvo moraš se pravi upoštevati vse deležnike, tudi moraš imeti neko večino v mestnem svetu, da bi to sprovedal. Ne? In drugič, takoj udarec se pravi financiranje strani države. Že tako so predvolilna leta takšna posebna leta, ko prejšnji župani pač porabijo dosti denarja za to, da pokažejo svoje delo, ne? Potem še te država vdari za znižanjem se pravi financiranja, povprečnine, tako da potem res težko delati. Drugače pa Ptuj se sooča z mnogimi izzivi ali pa s težavami, če jih imenujemo bolj realno. Se pravi, prvič imamo tu staro mestno jedro, ki ga je potrebno oživiti, tako kot je kolega iz Ljubljane povedal, ni lahko za oživljanje starega mestnega jedra, je treba imeti prvič načrte in pa drugič tudi denar. Tu so mnoge, se pravi, stvari, ki zavirajo. Prvič je celo staro mestno jedro je pod spomeniškim varstvom, se pravi spomenik lokalnega pomena. Za obnavljanje treba imeti restauratorske načrte, treba obnavljati po nekih načrtih z dragimi materiali, ponavadi. Potem imamo mnogo praznih lokalov, mnogo praznih stanovanj in to ne samo tisti, ki so v lasti mesta, ampak tudi tisti, ki so v lasti delavcev, organizacijskih upravičencev ali pa privatnih podjetij, nekatere so tudi propadla. In tu je velika težava, kako to napolniti. Potem imamo težave v industrijski coni, seveda moramo skrbeti tudi za razvoj gospodarstva, za špekulativni nakupi, ki so se zgodili. Namreč mesto oziroma občine nimamo predkupne pravice, da bi lahko zemljo kupili, se pravi kmetijsko zemljo in potem spremenili s pomočjo evropskih sredstev seveda v stavbno zemljišče oziroma za zeleno zemljišče za industrijsko rabo. To so storili privatniki, potem je bilo to spremenjeno v stavbna zemljišča in seveda se to prodaja za zelo visoko ceno. Mi nujno rabimo nova podjetja, novo kri, namreč iz Ptuja se ljudje izseljujejo, v zadnjih 3 letih 500 ljudi manj v mesto, ki je že bilo tako malo, se pravi malo manj kot 24.000 ljudi. Eden izmed razlogov je to visoki komunalni prispevek, potem cene zemljišč so tudi visoke. Ko zakoplješ lopato, je takoj Rimljan pod zemljo, spet to potem zahteva arheologe. Časovni problem je potem tudi se pravi finančni problem, tako da se soočamo z mnogimi izzivi. Drugače pa mi jaz stavim vsaj na povezovanje, menim, da Ptuj ni dovolj velik, da bi se lahko razvil kot samostojno neko urbano območje. Tukaj smo se takoj začeli povezovati z Mariborom, ideja o urbani regiji, ne o urbanem mestu. Sedaj se nam pridružuje tudi, mislim, da Slovenska Bistrica, verjamem, da je tu šel tudi Ormož in potem je to že ena malo večja možnost, da nekaj dosežemo. Se pravi, mi hočemo biti tudi turistično mesto, rabimo magnete, ampak sam Ptuj kot takšen je premalo, verjamem v povezovanje. Dobro, hvala lepa. Predstavnik Združenja mestnih občin in pa tudi seveda iz Ljubljane, Miran Gajšek. Ja, hvala lepa. Danes ne bom govoril kot načelnik za urbanizem glavnega mesta države, ampak kot predsednik odbora za urejanje prostora in varstva okolja 11 mestnih občin. Zdaj, pogledajte, mestne občine smo ustavna kategorija. To danes še ni nobeden povedal. Po 41. členu ustave se lahko mestne občine združujejo za upravljanje določenih državnih pristojnosti. Torej, mi moramo delovati v skladu z ustavo. Če gremo naprej, Zveza mestnih občin je ena organizacija občin v Sloveniji, mestnih občin. Na drugi strani imamo skupnost občin, pa Zveza občin. Če si lahko dovolim povedati to analogijo, a veste kako, mestne občine smo res odgovorne za razvoj, ker v tej državi nimamo več policentričnega razvoja.
in nimamo več skladnejšega regionalnega razvoja, zaradi tega, ker se je razvoj atomiziral na 211 občin in zaradi tega, ker razvoj poteka skozi dobro ali pa odlično organizirane sektorje. In v mestnih občinah, ne samo v Ljubljani, predvsem v ostalih mestnih občinah, ni več alociran po načelih Evrope 2020, ki pa so teritorijalna kohezija. Kaj je to kohezija? To, kar je povedal župan mestne občine Ptuj. Vi ste se odločili za povezovanje Maribora, Ptuja, Slovenske Bistrice pa Ormoža, to, kar je bilo narejeno v regionalnem razvojnem planu še v Socialistični republiki Sloveniji v 80-ih letih. To povezovanje mestnih občin in regionalnih centrov je ključno in brez tega ne bo nič. Še enkrat, sos pa zos, če je to ena omaka na eni strani, mestne občine smo glavna jed, smo pečenka in mi moramo na tem ustrajati. Zdaj pa, če nadaljujem, veste, ključno zato je tudi sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami, 12 jih je, 12+2, in pa ponovno je treba spostaviti območne vodne skupnosti, 8 jih je bilo, ki jih je minister Jazbinšek leta 1993 in ves denar je spet centraliziran v vodni sklad. Vemo pa, kakšen problem predstavlja poplavna varnost. Kaj je povedala komisarka? Jaz verjamem, da smo jo pozorno poslušali. Povedala je, da je zdaj nov trend mesta prihodnosti. Kako pa pridemo do mest prihodnosti? Z načrtovanjem. Urbanisti smo tukaj, rabimo politične odločitve, katere ne dvomim, da bodo, ampak urbanisti, vam bomo lahko povedali, pa planerji in drugi in celoten interdisciplinarni spektr, kakšna so lahko mesta v prihodnosti, če nekaj storimo. Komisarka je povedala na koncu tudi nekaj, da komisija ni več tehnična vlada, ampak je politična. Seveda, vsaka odločitev je politična. Brez popolnoma jasne politične odločitve, brez ustrajanja na tej odločitvi, ni nič. In mi pričakujemo, da bo do tega tudi prišlo. Še nekaj je poudarila komisarka Bulčeva, razmerje med mestom in regijo. Odpor do večje vloge 11 mestnih občin bo velik v tej državi. Bo velik. Mi moramo vzpostaviti odgovornost, spet preko delovanja regionalnih razvojnih agencijah. Agenciji v Ljubljani odlično sodelujemo z Agencijo Ljubljanske urbane regije. Na kak način potem regionalni centri koordinirajo razvoj v svojih regijah. In zaključil bom z denarjem. Slovenija ima za programsko obdobje 2014-2020 4,3 milijarde evrov, strukturni skladi pa kohezijski sklad. Komisarka Bulčeva je govorila o vsoti, na kateri so se od začetka nekateri posmehovali, 315 milijard evrov investicijskega denarja. Zakaj? Za infrastrukturo, za majhna podjetja, majhna in srednja podjetja, za inovacije in razvoj. Če se odločimo v tej državi, kaj je v resnici prioriteta, in prioriteta ne more biti razvoj 211 občin, res ne. Mora biti alociran razvoj v gospodarstvo, v delovna mesta, v trajnostno infrastrukturo in v dodano vrednost letega. In če ustrajamo na tej odločitvi, potem bo rezultat boljši, kot je. Se pravi, da vso to množico denarja, ki je na voljo, ker denar ni največji problem, za popolnoma jasno akcijo Zveze mestnih občin pravzaprav zahtevamo. Mi moramo prevzeti inicijativo zahteve do države in pri tem nam bo seveda komisarka Bulčeva oziroma Komisija Evropske unije tudi pomagala. Hvala. Samo za eno informacijo, ko bomo še zadnje 3 mesta spoznali, potem bomo odprli razpravo, tako da si lahko že kar pripravite vprašanje za naše sogovornike. Zdaj pa gremo v Maribor. Pozdravljeni še v mojem imenu. Župana moramo opravičiti, zaradi zdravstvenih težav se danes ni mogel udeležiti. Gospodje pred mano so večino tem tako in tako že načeli. V bistvu se soočamo s podobnimi problemi, delno so regionalno povezani, se pravi odvisni od naše pozicije v prostoru. Mi naše razvojne potencijale dejansko vidimo na več področjih. Prvo je degradirana območja, ki jih imamo v mestu, o tem so predhodniki govorili. Tukaj se povezujemo predvsem in ponovno z univerzo. Univerza je bila absolutno premalo vključena v dogajanje v mestu, tako da tukaj zdaj pripravljamo neke skupne projekte, ki bodo ta degradirana območja identificirala skozi delo študentov v sodelovanju z službami mesta, ponovno vzpostavlja sisteme oziroma
povedala točno, kaj bi želeli za temi območji si početi. Druga zadeva, ki se tudi veže na Ptuj, vzpostavitev te urbane funkcionalne regije. To je ena od ključnih zadev, ker smo premali, enostavno moramo se zavedati svoje velikosti, premali smo, moramo se povezovati, moramo biti skupni. Pa še eno zadevo imamo skupaj s Ptujem na sredini letališče, ki je en od ključev razvoja te regije. Tu bo država v naslednjem obdobju relativno kratke morala odigrati svojo vlogo pri sprejemu določenih prostorskih aktov, ki bodo omogočali razvoj letališča. Letališka steza je malenkost prekratka za vse, kar bi potrebovali. Prostora imamo dovolj za širitev, samo mora država svoje delo oddelati. To je ključno. Naredil se je obrat na letališču, prve linije se spostavljajo, mestna občina Maribor je tu ogromno naporov vložila skupaj z vsemi ostalimi, da se ta zadeva premakne z mrtve točke. Ležimo na križišču koridorjev, ne bi zdaj ponavljal spet te naše geostrateške pozicije, ker je taksi že več ali manj dobro poznate. Tukaj so ti izzivi, tudi v sodelovanju z eventualno tudi tujimi partnerji, železniško omrežje, ki poteka skozi tu. Imamo eno od večjih železniških križišč v Pragerskem. Ampak to je vse regionalno, to ni samo mestna občina Maribor, to je regija, se pravi Maribor, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Lenart. To je regija, ki jo želimo spostaviti in na osnovi te teritorijalne spostavitve te regije potem tudi vse ostalo začne funkcionirati, od turizma do gospodarskega razvoja, do delovnih mest. Recimo mestna občina Maribor ima situacijo, da samo polovico delovnih mest v mestni občini dejansko zasedajo, če lahko temu tako rečemo, prebivalci mestne občine. Mi imamo polovico migrantov dnevnih, ki prihajajo iz okolice, se pravi, smo že v danem trenutku regionalno središče. Imamo univerzo, na katero migrira kompletna regija. Imamo tudi institucije državne in občinske, ki so regionalno središče in je treba na ta način potem tudi razvoj peljati. Nam ne pomaga, če sprejemamo občinske dokumente, ki niso usklajeni z partnerji v prostoru. Tu enostavno pač moramo se povezovati in tu vidimo ključ do vsega. Da ne bom predolg, da mogoče lahko damo besedo še vsem ostalim in bi s tem tudi nekako zaključil. Hvala. Imamo Slovenj Gradec. Ja, dober dan, pozdrav iz Slovenj Gradca. Tudi naše mesto je staro in tudi pri nas imamo ta problem, da ko zasadimo lopato, že najdemo neko najdbo. Pa najverjetneje so to keltski grobovi, torej še starejši smo kot Ptuj. In sicer pa smo v tej družbi najmanjši, če merimo po številu prebivalcev in po teritoriju, ki ga mesto pokriva. Ampak če bi merili po tem, kaj mesto v širši regiji predstavlja, po funkcijah, ki jih združujemo, koncentriramo za servis celotne regije, govorimo o srednjem visokem šolstvu, o sekundarnem zdravstvu, o upravi, o sodstvu, potem smo primerljivi. Naše mesto seveda se soočamo s številnimi izzivi. Na prvem mestu je gotovo pešanje gospodarske moči. Slovenj Gradec je bil včasih močno gospodarsko središče, najmočnejše na Koroškem, ampak v preteklih letih smo ta položaj izgubili. Posledica je seveda vidna na socialnem področju. Tukaj se soočamo z nezaposlenostjo, z slabo socialno vključenostjo in vsemi temi problemi, ki jih prenaša izguba delovnih mest. Tudi demografski kriterij je tukaj prisoten, namreč že leta opažamo negativni selitveni prerast. Prebivalstvo se stara, mladi odhajajo v druge centre zaradi brezperspektivnosti doma. Razpršenost in degradacija območij, industrijskih območij v mestu je drugi veliki izziv. Mesto je tudi okoljsko izpostavljeno zaradi ogroženosti poplav in pa tudi samo umeščanje industrije v neposredni bližini mestnega jedra nam predstavlja določeno tveganje. Seveda pa vsak izziv je lahko tudi priložnost in tudi mi ocenjujemo, da lahko zdaj v okviru trajnostne urbane strategije, ki jo pripravljamo, te priložnosti izkoristimo in vse izzive usmerimo v
tako, da bo mesto zaživelo v smeri trajnostnega zelenega razvoja. Med temi priložnostmi bi izpostavil, da ima mesto vseeno dobro razpoložljivost z materialnimi in človeškimi resursi v okolici. Založeni smo z gozdovi, z lesom in tu vidimo eno smer v prihodnje, kamor bomo razvijali, v tisto smer, ko bomo razvijali našo gospodarsko dejavnost. Človeški viri, ki so prisotni, so druga primerjalna prednost. Zato menim, da moramo to priložnost izkoristiti tako, da bomo v okviru teh ukrepov, ki jih bomo izvajali, zgradili inkubatorje, pospeševalnike, start-upe in podobno. Nadalje, če govorimo o teh okoljskih tveganjih, lahko z zmanjšanjem poplavne nevarnosti ustvarimo nove zelene javne površine v prostorih prirečnega obalnega pasu in torej tudi to je naša priložnost. Nadaljne z degradacijo, z recikliranjem teh opuščenih industrijskih con, objektov, tudi objektov kulturne dediščine, ki so zdaj zapuščeni ali pa v slabem stanju, lahko pridobimo nove programe, nove dejavnosti in s tem tudi razvoj. Na področju teh centralnih dejavnosti, o katerih sem prej govoril in ki pokrivajo servis za celotno regijo, imamo pravzaprav zgrajeno dobro infrastrukturo, ki je pač spet neka priložnost za naprej. Skratka, želimo postati, tako kot je povedal gospod Gajšek, ne samo pametno mesto, ampak mesto prihodnosti. O ukrepih pa bo verjetno priložnost kasneje. Hvala. Novo mesto. Lep pozdrav tudi z jugovzhodnega konca Slovenije. Moje ime je Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto. Predvsem moram izpostaviti to, da v jugovzhodni Sloveniji se Novo mesto nekako nima konkurence v smislu tega regionalnega središča. Zato poleg tega, da sem tudi en od frišnih novih županov, da nas je kar precejšen novo ekipo čakal, precejšen ta razvojni vakum, kot je bilo prej v Kranju omenjeno, je kar nekaj izzivov tudi na tem povezovanju v naši regiji. Novo mesto dejansko vsi priznavajo to vlogo, vendar jo seveda moramo tudi zagotavljati. Dejstvo je, da smo pa danes v trenutku, ko vse, kar smo dosegali, regionalna središča na tem področju, da smo razvijali te funkcije regijskih središč, smo s tem kaznovani. Država se gre egalitarnost, dejansko je vsaka občina enako financirana po številu prebivalcev in vse te funkcije, ki so izhajajo iz ustavne in potem zakonskih določil, seveda niso uspešno oziroma pravilno potem tudi financirane in zagotavljeni viri. Če sem omenil, da imamo na področju razvoja precejšen vakum pri nas in da je to tisti izziv, morda, da lahko krenemo naprej, predvsem dobra novica, da pa na področju prostorskega načrtovanja so pa, bom rekel, ta pristojni oddelek na občini je naredil svoje naloge v preteklosti in imamo vse te bistvene elemente za infrastrukturo dejansko umeščene v prostor in lahko na tej osnovi seveda nadaljujemo. Ker dobra novica iz Novega mesta je, da se z veseljem povemo, da smo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva. To je danes zelo uspešno, seveda je na tem področju izziv, kako to strukturo gospodarstva, ki je danes predvsem sloni na velikih gospodarskih sistemih, kako jo nekoliko tudi spremeniti v bolj enakovredno to piramido, kjer ni zadostno število srednje velikih in malih podjetij, vendar verjetno je veliko lažje iskati priložnost v trenutku, ko je ta razvoj še prisoten, ko je ta uspešnost tega gospodarstva na nekem vrhuncu. Mi v zadnjih letih smo v določenih trenutkih bili statistično soočeni s tem, da je več kot polovico vplačanega
davkov dobička v državni proračun bilo vplačeno iz mestne občine Novo mesto. Zato sem tudi brez težav povedal ministru za finance, ko je v nekem trenutku govoril o tem, da ne vidi sinergijskih učinkov iz okoljskih projektov, da seveda mi moramo zagotoviti gospodarstvo ustrezno infrastrukturo in da, če se on tega ne zaveda, da lahko prepusti ta davek od dobička v lokalnem okolju in bomo mi zagotovili to ustrezno infrastrukturo. Torej, naš trenutni izziv, ki ga imamo, je, da to infrastrukturo zagotovimo. Gre seveda za elektro, prometno, vodovodno infrastrukturo, kjer dejansko ne moramo biti od tega odvisni, ali bo tam nek žled edino pot elektrike do Novega mesta presekal, ali bo tam eno sneženje ustavilo našo industrijo za dan, dva. Veste, to so take ogromne številke, ki se dogajajo in morda za vse, ki boste imeli kdaj priliko, mislim, da bomo na tem področju veliko naredili. Jaz mislim, da imamo mi eno tako mehno mesto, vsaj pametno mesto v tehnološkem smislu, kjer se dogaja transport brez voznikov in tako naprej v Revozu. Jaz, ko sem novembra, ko so po 2 letih razvojnega cikla spustili obiskovalce v proizvodno, moram reči, da to je dejansko tisto, kjer je globalno gospodarstvo prisililo, da imate vi dejansko nek mikrosistem, se pravi, če gledamo v globalnem gospodarstvu, kjer deluje sinhronizirano in perfektno v vsem smislu današnjih tehnologij in pameti, kar jo lahko seveda vgradite v nek sistem. Da ne bom predolg, torej morda te priložnosti oziroma naši izzivi, mislimo, da je treba okolja, ki so danes uspešna, tudi ohranjati uspešna. Zato želimo od države, da se tudi decentralizira na nek način določene stvari in na področju raziskav in razvoja in visokošolskega izobraževanja vidimo priložnost tudi v naši regiji. Mi mislimo, da struktura univerzitetnega prostora, kot je v Sloveniji, ko imamo največjo univerzo v Evropi, pa hkrati razlagamo, da ne smemo tega spreminjati nikakor, da se vsaj nekoliko približamo strukturi tega prostora, tako kot ga pozna Avstrija, Finska in podobno velike države. Torej, da ne zahtevamo, tako kot sem prej rekel, morda davke direktno, ker jih ne bo nihče vračal, ampak dajmo podpreti in strukturo podporno za človeške vere, za vse to narediti tam, kjer dejansko danes dodana vrednost nastaja. Iskali bomo tudi priložnost iz naše lege. Lega je bila tudi večkrat omenjena. 3. razvojna os je tista, ki bo enkrat naredila križišče 2 koridorjev. Želimo pa seveda si v tej naši širši regiji, seveda, da bo ta povezava in ta razvojna priložnost v čim krajšem času prišla. Morda za konec samo še to. Starost je bila večkrat danes omenjena. 7. aprila Novo mesto praznuje 650-letnico in vas vabim, da nas ali v tem letu, ko bomo praznovali, kaj obiščete, ali se nam pa pridružite na tej otvoritveni slovesnosti, ki bo 9. aprila v Novem mestu. Hvala. Odlično. Vprašanje iz publike. Torej, župani in predstavniki mest so pripravljeni. Če lahko enega, ja. Torej, tam ne vidim, ki maha, ja. Smo dobro videli. Kdo se bo pogumil? Ne? Bo. Evo, gremo. Imamo vprašanje, hitro bo. Jaz sem Alenka Korenjak, prihajam iz Kulturnega društva Prostorož, smo del mreže za prostor. Pa bi se navezala na, mogoče se danes skoraj vsi navezamo na govor Evropske komisarke Violete Bulc, mesto so ljudje, mesto za ljudi. Pa bi pol imela vprašanje, ali pa v bistvu bi si želela še o tem pogovarjati, kako, pa še na podžupanov, mogoče, da je treba korenito spremeniti način pristopa, zato ker je pač ta razmik med ljudmi in med upravami tako velik. In me zanima, kako, na kakšen način se bodo mesta v okviru trajnostnih urbanih strategij spopadala z vključevanjem ljudi ali pa z iskanjem novih, v bistvu,
Rešitev, ja. Dobro, hvala lepa. Bomo pa prišli nazaj na to vprašanje, ki je pomembno pri oblikovanju platforme urbanega foruma. Se pravi, se vrnemo na to vprašanje. Bi šli pa zdaj drugi in obenem zadnji krog, in sicer župane, predstavnike mest bi pozvali, če lahko na kratko izpostavijo en ali dva projekta, ki jih načrtujete in ki gredo v smeri trajnostnega razvoja. Vašega mesta, prosim, kar začnemo. In da ekspresno. Nova Gorica. Spet začnemo pri najmlajšem mestu. Jaz, ko sem že prej povedal, veliko projektov jih načrtujemo skupaj s sosednjo Gorico in smo jih tudi že uresničili. Imamo ustanovljeno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. To je edino evropsko združenje, ki je registrirano sicer po italijanski zakonodaji in je priznano tudi v Bruslju. Je združenje, ki je dobilo v čezmejnem projektu Slovenija-Italija direktno 10 milijonov evrov za dva konkretna projekta. Projekt turistične ureditev, turistične infrastrukture in področje zdravstva in sociale. Zdaj sem rekel 10 milijonov, to so že predstavniki države, nam bo že kakšen šolt vzeli na drugih projektih. Ma ne glede na to, to se mi zdi zelo pomembno pri, bom rekel, razvoju in tudi urbanem razvoju obeh mest. Te dve mesti smo začeli dejansko tako povezovati in na nek način prehiteli državo, ker skozi te odbore in komisije, ki jih imamo, čezmejne, praktično je to na nek način neformalna skupna občinska uprava. Skozi to združenje in skozi tudi preteklo sodelovanje smo imeli kar nekaj projektov, bodisi na področju mobilnosti, potniškega prometa. Če pridete v Novo Gorico, boste kdaj videli italijanski avtobus in če greste v Staro Gorico, boste videli tudi, bomo rekel, naš slovenski avtobus, ki kroži. Imamo izdelano celostno prometno strategijo, ki ne zajema samo Nove Gorice, Šempetra in okoliški kraj, ampak tudi sosednjo Gorico. Se pravi, imamo, bom rekel, ideje, zamisli, zdaj bomo sicer delali spet te CPS-je, TUS-e in tako naprej, kar sicer ni nič narobe. Mi bi želeli dejansko, da iz tega pridejo konkretni projekti. To je strategija, imamo zapisano, konkretni so projekti kljukca, cak, in da dejansko se nam da dejansko tudi finančna sredstva in zaupanje, da bomo te sredstva tudi primerno dejansko uporabili. In vse te pametne tehnologije dejansko jih znali uporabiti in ne nazadnje vse te strategije, kar se mi zdi ključnega pomembna, da znamo, in jaz mislim, da župani znamo prisluhniti ljudem, ne nazadnje smo strani ljudi, naših občanov tudi izvoljeni. In za zaključek pa ima Nova Gorica, kar sem poslušal prej debato, po mojem mnenju najbolj pametno tehnologijo. Ima več tisoč igralnih avtomatov, ki nam prinese toliko šoldov in toliko prihodkov, s kateri smo zelo zadovoljni. Sicer večkrat ti vzame, kot ti da, ampak za mesto in za razvoj mesta je to dobro. Hvala. Dobro, hvala. Seveda tehnologija kot v podporo, kot enabler, takrat, ko imamo strategije in strani vlade jasne usmeritve, da ratajo projekti. Murska Sobota, prosim, kratko. Ja, v tem trenutku, če bi zdaj šla skozi to dokumentacijo, ki imam s sabo, ima Murska Sobota na idejni ravni pripravljeno cirka 100 projektov. To je še posledica tistega, ko so nam govorili, da moramo projekte delati na zalogo. Seveda vseh teh projektov ne moramo umestiti v TUS. Eden prvih korakov, ki jih pa želimo umestiti v TUS je, kot sem rekla, da nam bo začel evro se vračati nazaj v regijo, je izkoristek energije oziroma drugače povedano smer tak, da bomo čim prej, čim učinkoviteje energetsko neodvisni. Danes ima Murska Sobota dva ločeni toplovoda. Eden izkorišča potencijale, ki jih regija ima, se pravi toplo vodo.
Drugi pa še vedno se ogreva na uvožene energente in podpira rusko gospodarstvo, pa zalivske države in tako naprej. Torej, eden od ciljev je zagotoviti toplovod po celotnem, razvejati po celotnem mestu in izkoriščati energetske potencijale, obnovljive vire energije, ki jih regija ima. To bo prineslo, poleg tega, da bomo bolj energetsko neodvisni, tudi po naših izračunih vpliv na zmanjšanje energetske revščine, ki je danes prisotna, in posledično, ker smo polni PM10 delcev, računamo, da bomo tudi to znižali. Drug velik projekt je pa trajnostna urbana strategija, ki se mora zdaj revidirati. Prepričana sem, da tudi tako kot v drugih mestih je včasih bilo mesto Murska Sobota mesto prijazno avtomobilu. Zdaj želimo ta trend obrniti, da bo to mesto prijazno ljudem, in še več, odločili smo se, da bo to mesto, ki bo umeščeno v naravi, in ne obratno, da bo narava v mestu, ampak mesto v naravi. Zato tudi prej tista moja debata o kmetijstvu, ki nas okroža v čisti vodi, čistem zraku, v čistih tleh. In seveda oživitev mestnega jedra, ta je nujna, in jaz se bom z veseljem obrnila na Ljubljano, če bom imela kakšne pametne rešitve tudi za nas, ker je to zelo dobro uspel, nas še to čaka. In izzivov je za en tuz že kar naenkrat preveč, ne? Ja, to je to. Profesor, mislim, da se nas bo kar nekaj javil k vam na uro. Tako da, predtem pa čestitke Murski Soboti. Kranj. Lepa hvala. Zdaj najprej moram reči, da kolegu iz Gorice zavidam te šolde, ker Kranjih nima. Mogoče pa moramo spremeniti strategijo bolj v igralništvo. Zdaj pa se še na to, kar je rekla kolegica. Ona je govorila o številu projektov, jaz bi povedal o vrednosti projektov. Kranj ima pa pripravljenih ali pa na tapeti projektov za približno 200 milijonov evrov. Približno tukaj nekje. In to so res, kako zdaj določiti prioritete, kaj je najbolj nujno, kaj je najbolj pomembno, in seveda tukaj lahko se v veliki meri na TUS naslonimo, ker vemo, kje bodo pravzaprav edina investicijska sredstva v naslednjem obdobju na voljo. Tako da moram reči, da sem za ta forum izbral dve, pa da sem tudi vmes, ko sem slišal, kaj je povedal profesor Koželj, že vrstni red obrnil. Najprej sem imel na prvem mestu, kje je danes Kranj v primerjavi z Ljubljano? Jaz bi rekel, da tam, kjer je bila Ljubljana pred 7 leti. Če govorimo o centru mesta oziroma starem Kranju, pa urbani mobilnosti. Približno 7 let zaostajamo, če ne več, pri čemer moramo pa še celotno tisto reorganizacijo javne uprave narediti, ko je Ljubljana naredila. Jaz sem imel na prvem mestu za današnjo razpravo sistem urbane mobilnosti, ki se mi zdi izjemno pomembna, pa tudi mogoče del, kako to migracijo do Ljubljane speljati, ker zdaj se praktično vseh teh 5000, ki dnevno migrira, vozi svojimi avtomobili, eden pa po eden, da bi v ta projekt umestili recimo park and drive. Torej, da se na dveh področjih Kranja uredi parkirišče in tam v Ljubljano vozijo avtobusi. In s tem tudi, mislim, da bi bil to en primeren projekt. Skratka, pa to urbana mobilnost, trajnostna urbana mobilnost v Kranju. Drugi del bi bil pa stari Kranj. In prej sem rekel, profesor Koželj je rekel, da se je izkazalo, da je treba mesto graditi navznoter, zato bi ta vrstni red obrnil. Sta pa to zagotovo dva prioritetna projekta, ki jih mora Kranj znotraj TUS-a predlagati in tudi speljati. Preden dam besedo naprej, bi pa še povedal, da ima Kranj najdišča, ki izhajajo 6000 let pred našim štetjem. Hvala lepa. Tukaj se ne moramo postavljati za problemi, mi bi se morali o njih pogovarjati. Namreč Ljubljana bo, upam, da to končala regionalni center za ravnanje z odpadki, in to je sigurno največji projekt, najpomembnejši projekt z največjim učinkom na vrsto, na upravljanje okolja ali okoljskih zadev, da nam te govoril o tehnoloških prednosti. To je seveda največji, in drugi je seveda posodobitev oziroma modernizacija in širitev centralne čistilne naprave. Žal je
pač tako začeti. Te so najdražji, najbolj kompleksni in od njih ne bo imelo seveda koristi samo prebivalstvo Ljubljane, ampak tudi kompletno centralno kako slovenske regije, ne? Ker pač na ta sistem se bodo priključila številna mesta oziroma številne občine. To se mi je to najpomembnejši projekt. Zdaj pa največji problem, pa moram res reči, ker meni, ko vidim kolegice države, vem, da so nedolžne, ampak vsem je prirodnost reči. Največja kriza je potem, ker nismo mogli uspeti zgraditi Ljubljanskega potniškega centra, zaradi tega, ker država ni hotela sodelovati pri tem. In za dokaz povem, da zadnji sklep vlade Alenke Bratuškove je bil, da ne da pomoči Trigranitov, to je firmi, kanadsko-mađarski firmi, da bi lahko vložila za gradbeno dovoljenje, projekt, ki ga imam mesto pisarne sicer, ne? In da bi lahko nadaljevala, pa sploh začela z gradno tako pomembnega, res, najbolj pomembnega, za trajnostno mobilnost v mestu, tako pomembnega potniškega središča. Skratka, avtobusne postaje v Ljubljani, ki veste, da je sramota, ne? Ker ima Žalec ima boljšo, recimo, da ne govori o Murski Soboti, bravo, res. In sploh infrastrukture železniške, ki je pač od Franca Jožefa. Ne? Res, to nam je najbolj žal. In druga nam je najbolj žal, da se po tolikih letih ne moramo dogovoriti, da bi le naredili zadrževalnike, ne, znane v Kozarški dolini in Dobrovski. To se vleče že desetletja. Mi smo naredili že vrsto alternativnih projektov, ki kaže, da se to da z eno pametno zasnovo, krajinsko ureditvijo res uresničiti v kratkem času za malo denarja in s tem bi mi omogočili južnemu delu Ljubljane razvoj, ne, se zdaj stoji. Ne samo, da seveda je prebivalstvo stalno ogroženo in res krivično, moram reči, živi v stalnem moment, zaradi tega deževja v stalnem strahu pred tem, da jih bomo ponovno poplavilo kleti in stanovanjske hiše v tisočih. Vsaka, tukaj se ne moramo in zato je to problem malo, res, moram reči čisto resno, ker predolgo traja, sam za primer povem, no, predolgo traja to sodelovanje in ker je moja malenkost, ki vi dobro veste, 7 let taka živahna, odločna, no, a veste, osebnost, ki ne popusti, pa moram povedati, da se mi borimo z železnico, da bi lahko vsaj tistih nekaj postajališč v mestu, železniških, opremili s klopjo in strešnico in nam ni uspel po 4 letih, tako da imamo eno zelo obludenih postajališč na železniških tirih, ki, kot veste, spremljajo razvoj Ljubljane v krakih, ne, imamo samo peron, kandelaber, ena svetilka, napis, recimo vodmat, in v taki livrečki naš celotejpom obešen vozni red. A veste, to je pa ta realnost, o kateri mi, ki zvedno govorimo o teh veliko poteznih agendah, po načrtih in prihodnosti mest in tako naprej. Moja malenkost bi vas vrata pozorila, dajmo začeti s tem, ker res lahko nekaj začnemo. Dajmo povabiti ljudi na vlake, no, ampak najprej dajmo klop, da bi lahko počakali. Krasno. Jaz vidim. Na vlak, ki prihaja, pardon. Gospod podžupan, jaz vidim predstavnico vlade, zelo dobra ekipa, državno sekretarko, ki to vse veselo zabeležila, ne sem to, tudi povzetek, kar nekaj ste pisali, dobro. Sem rekel, da je pametni pišejo, pa sem hotla pismato. Poslušam vas pozorno. Tam me pa skozi testirate, ker sem že 4-krat obrala, kam priključeno, ampak ognje. Mesto Ptuj. Torej na Ptuju stavimo na življenje starega mestnega jedra kot prvo prioriteto. Svoje to povezano tudi z velikimi finančnimi sredstvi. Imamo mnogo praznih stanovanj, mnogo praznih lokalov, ki je potrebno seveda napolniti. Problematika stanovanja v tem, da so socialna stanovanja neprofitna, da jih ne moramo prodati, ker potem moramo nadomestiti z drugimi stanovanji neprofitnimi, da je stanovanjska gradnja ustavljena. Se pravi, tu moramo začeti. Začeli smo delati register teh praznih stanovanj z opisi, z kvadraturami, z stanjem. Enako smo začeli tudi z lokali, se pravi, naredili bomo internetno stran, ker bomo imeli tizerje za prodajo ali najem teh lokalov, tako v naši občinski lasti, kot tudi v lasti, se pravi, privatnih lastnikov. Že smo naredili v tem smislu park and ride, se pravi, park and ride
parkirišče, ravno včeraj smo izbrali izvajalca tega, namreč na Ptujski grad prije vsako leto 70,000 turistov in samo 5,000 prije potem v staro mestno jedro. In ta tok teh turistov bomo preusmerili s tem parkiriščem, sedaj bodo avtobusi pripeljali pod grad, se bodo turisti bodo šli na grad in potem bodo morali iti skozi staro mestno jedro, s tem bomo oživili ulice, lokale in potem čez most na to parkirišče. In v okviru tega oživljanja starega mestnega jedra še arheološki park, namreč Ptuj trpi za arheologijo, ker pač je to drago in tudi časovno je to problematično, zato odpiramo na enem hribu. Panorama 16 hektarov ga je, arheološki park na prostem, tam je bil v rimskem času, se pravi, so bili najpomembnejši ljudje, vojskovodje in vodje tega mesta. Seveda nimamo denarja, da bi to naenkrat odprli, bomo delali postopoma. Tako da smo ta park spremenili iz mestnega parka, kar bo zdaj takoj nastal, ko bomo naredili geomehanske raziskave in s tem dobili ene slike tega območja iz mestnega parka, se bo potem počasi spremenjal v arheološki park, seveda odvisno od od finančnih sredstev, vmes pa še uredimo, se pravi, rekreativne površine, kamor se bodo začeli Ptujčani spet vračati. Hvala. Ja, projekt, ki je verjetno en izmed najpomembnejših, če ne res najpomembnejši za Ljubljano, je mesto prihodnosti. Mi smo, še preden se je veter v Bruslu obrnil, kot je danes, bom še enkrat citiral komisarko, je rekla, ne samo Smart Cities, to seveda ne pomeni, da je Smart Cities, da je model ravno obratno, mi moramo še močneje delati na tem, ampak je mesto prihodnosti. Mesto prihodnosti je pa vse. Veste, vedno so neki pridevniki, kaj je pomembno. Pozabite, tako kot je rekel župan Arčon, če dovolite. Zdaj je pa trajnostna urbana strategija, pa funkcionalna urbana. Glejte, ene stvari so ključne, mi moramo striktno vedno načrtovati našo prihodnost v gospodarskem smislu, v smislu delovnih mest, v smislu zahtev varstva okolja. Ker vedno bo nekaj, kar je moderno. In ne se preveč ustrašiti vseh kratic, ki pridejo z Brusla in ne predvsem spraševati, kaj naj naredimo v Bruslu, ampak mi moramo vedeti, kaj naredimo. Za nas je partnerstvo Šmartinska mesto prihodnosti, prostor, v katerem sedimo, Kristalna palača je nastala kot rezultat partnerstva Šmartinska, projekt, ki smo ga začeli 2007 v sodelovanju z zasebnimi partnerji in tukaj so zdaj seveda vse te pomembna podjetja tuja in domača, BMW, IBM, Smartis in tako naprej, da ne naštevam se jih tukaj. To je prostorska kohezija, to je socialna kohezija, to je gospodarska kohezija. In kaj bi ta država morala narediti? Če lahko rečemo, da je to slovenski ljubljanski Docklands, v Veliki Britaniji je država določila 28 podjetniških con in tam alocirala denar. Zdaj delajo tretjo generacijo poslovnih con. Tretjo generacijo. In mi moramo alocirati razvoj, tako kot delamo v Ljubljani, v vse te gospodarske cone v 11 mestnih občinah. Da bomo nehali s tem razprševanjem moči in denarja v 211 občin. Hkrati pa morajo te občine skrbeti tudi, kot v Ljubljanski urbani regiji, seveda skrbimo za 27 občin z projektom javni potniški promet v regiji. Se pravi, za Ljubljano imamo tukaj projekt logističnega centra, 900 delovnih mest v logističnem centru Ljubljana, IKEA prihaja semle na tole zemljišče v tej strani, da se orientiram. Poslovni pospeševalnik se danes popoldne ustanavlja, hotel je zgrajen, teater je tukaj, to je mesto v malem. In v Ljubljani je ključno ravno to stalno vzdrževanje ravnotežja med BTC-jem, med partnerstvom Šmartinska in starim jedrom, kar je povedal že podžupan Koželj. Hvala lepa. Hvala. Na našem koncu se v bistvu s podobnimi izzivi kot Ljubljana ukvarja ena od naših prioritet je, ker trenutno nimamo urejenega ravnanja z odpadki. Trenutno vozimo smeti v Celje, kar je žalostno. Nekako smo se odločili, ne, ni rešitev.
Odločili smo se za sistem v bistvu krožnega gospodarjenja z odpadki, se pravi, začeli smo preko komunalnega podjetja Snaga že z prvimi infrastrukturnimi direktnimi posegi, se pravi, želimo predelati vse, kar je možno predelati, ne govorimo samo o komunalnih, govorimo o gradbenih, govorimo tudi o zemeljskih odpadkih. V glavnem želimo spostaviti ta celoten sistem gospodarjenja, krožnega gospodarjenja z odpadki, tako da se bodo tudi kot surovine vračale nazaj v prostor. To je ena od večjih zadev, ki se jih lotevamo, tudi v dogovorih z Ptujem. Staro mestno jedro je tema vseh večjih mest, določene poteze smo že storili, določeni rezultati se že kažejo, vzpostavili smo en odprt prostor v Tkalki, o katerem ste mogoče že kaj slišali, za nevladne organizacije, za v bistvu spodbudo teh drugačnih pogledov, drugačnih pristopov. Pogovarjamo se tudi o odpiranju odprte pisarne, ki bi naslavljala arhitekturne probleme v mesto. Komuniciramo z javnostjo, se pravi tudi ta del prebivalstva želimo vključiti, imamo aktivne civilne iniciative, ki delajo na tem, tako da tukaj smo mogoče naredili par korakov, ki niso čisto običajni v Sloveniji trenutno. Poleg tistega, kar želimo z odpadki, pa želimo tudi na trajnostnem povezavo z ostalimi občinami. Z Ruško občino delamo intenzivno na vzpostavitvi kolesarske poti ob reki Dravi, ki bi se potem nadaljevala proti Ptuju, v smislu tudi nekega turističnega produkta, pa ker poteka večina ob železnici, upam, da bomo dosegli dogovor z železnicami, zdaj upam, da bomo bolj uspešni kot je Ljubljana, da bi se tukaj neke stvari malo premaknile v pravo smer. Hvala. Hvala. Slovenj Gradec. Ja, če bo še kaj ostalo, ker Kranj ima projektu za 200 milijonov, pa denarja pa mislim, da je 120, potem bi mi želeli izvesti tudi nekatere ukrepe. Jaz bi jih razvrstil v 3 sklope. Najprej ustvarjanje pogojev za trajnostno lokalno gospodarstvo, drugič postavitev zdravega, zelenega in vključujočega mesta in tretjič, to pa so bolj mehki ukrepi, gre za ukrepe za učinkovitejše upravljanje energetskih in materialnih virov in mestnih tokov. V teh sklopih seveda imamo v mislih kar precej projektov, med najvažnejšimi je to, kar sem že omenil pri priložnostih, torej za reciklažo teh praznih, razpršenih in degradiranih mestnih prostorov. Želimo zgoščevati urbani prostor in izkoristiti te zapostavljene potenciale. Ustvariti na teh prostorih nove vsebine, nove programe in jih dati na razpolago investitorjem. Torej vzpostaviti podporno okolje, ki bi povečalo atraktivnost mesta za naložbenike. V drugem sklopu, ko govorimo o zelenem in zdravem in vključujočem mestu, imamo zamišljenih več projektov. Med najvažnejšimi so prenova zastarelih stanovanjskih sosesk, gre za ureditev miročega prometa, zelenih javnih površin, otroških igral, torej o boljših bivalnih pogojih v koncentriranih stanovanjskih naseljih. Potem gre za ustvarjanje javnega zelenega prostora v priobalnem rečnem pasu in s tem tudi združitev z ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti, tudi izpostavitev kopalnih vod v samem mestu. Med temi ukrepi za boljše, lepše mesto so tudi projekti oživljanja mestnega jedra, torej nadaljujemo boj proti trgovskim centrom na obrobju mesta. Gre za oživitev ali pa obnovo objektov kulturne dediščine, ki jih je pri nas veliko. Mesto ima še vedno ohranjeno, kar je prednost, staro srednjeveško zasnovo, veliko teh objektov, ki jih lahko seveda preko dobre zasnove tudi tržimo in vzpostavljamo kulturni turizem. In nazadnje vključuje tukaj
Kot sem omenil, želimo imeti tudi vključujoče mesto. Torej, želimo oblikovati nove ali modele ali oblike upravljanja mesta, tako da bi poleg formalnih struktur vključili tudi neformalne strukture pri upravljanju. To je civilna družba, nevladne organizacije, kar ste že vi omenili. In tudi pri samem nastanku strategije in pa identifikacije teh ukrepov se že sedaj vključujejo preko strateškega sveta in pa preko izvedenih delavnic, ki bojo še sledile. No, nazadnje govorimo o teh mehkih ukrepih za učinkovito rabo energije, za upravljanje z sistemi, kot so javna razsvetljava in podobno. Mesto ima veliko pomanjkljivost, da sploh nima potniškega prometa. Ko sem govoril o izzivih, sem izpustil en zelo velik primanjkljaj mesta, da ima zelo slabo dostopnost do osrednjih prometnic v Sloveniji in pa da nima železnice. Že desetletja nazaj smo železnico odstranili in verjetno nikoli ne bomo imeli. Zdaj se pač orientiramo v druge načine trajnostne mobilnosti. Velik poudarek dajemo tudi na spodbujanju zdrave mobilnosti pešhoje in kolesarjenja. Smo verjetno eno prvih mest, ki je pristopilo k reformi sistema prevoza otrok v osnovno šolo, tako da gradimo varne šolske poti in spodbujamo pešhojo. To mimogrede pri energetskem upravljanju in zmanjšanju izpusta ogljikovega dioksida smo pristopili k konvenciji županov in smo sprejeli akcijski načrt za trajno rabo energije, tako da tudi na tem področju s pametnimi sistemi želimo doseči te zastavljene cilje. Glede ravnanja z odpadki, nas pravzaprav ne čaka veliko ukrepov, želimo samo izboljšati obstoječe stanje, ki je že zdaj relativno dobro. Seveda pa zdaj sem naštel nekaj najvažnejših ukrepov, je še veliko, tako da jaz mislim, da lahko dosežemo enako cifro kot Kranj. Hvala. Novo mesto. Če bom začel z največjimi, najdražjimi, kot so bili omenjeni, vodooskrba, Novo mesto, nažalost še vedno smo v situaciji, da 100 dni na leto prekuhavamo pitno vodo, da ne vemo, bomo v prihodnjih 2 letih naši industriji, predvsem farmacevtski, lahko zagotovili potrebne dodatne količine vode. Vlada pa še vedno nima političnega poguma, da bi podpisala odločbo za koriščenje kohezijskih sredstev. Da to letos upam, da začnemo, ampak kot sem rekel, še vedno te volje politične ni. Odpadki, pred 10 leti smo bili sveta vzgled, vzor vsem ostalim z našim centrom regijskim za odpadke. Danes nas seveda boli glava, ker je ta projekt zašel v časovno stisko. Evropa je rekla, to je vse urejeno do naslednjega leta, zdaj nihče pa ne pove, kaj če nisi v redu tega do prihodnjega leta. Zdaj, kar bomo urejali z trajnostno urbano strategijo, to bosta predvsem 2 razvojni osi. Ena bo tekla od arheološkega parka, torej tukaj se bo naslanjala to našo arheološko dediščino, kjer naše območje pozna vsak študent arheologije na svetu, vsi ostali pa verjetno precej manj. Namreč največ situl na svetu iz halštatskega obdobja je ravno v Novem mestu najdenih in to želimo v nekem odprtem arheološkem parku predstaviti, no in potem bo ta os tekla čez staro mestno jedro do drugega griča, kjer bo pa želimo ta tehnološki napredek mesta, kjer se naslanjamo na trend industrijskega turizma, ko dejansko tudi obiskovalci danes globalno želijo videti morda, kje je narejen njihov avto, kje je narejen njihov avtodom, kako je narejena tabletka. Druga os bo potekala predvsem ob Krki, to bo nekako športno-rekreacijska os, kjer bomo povezali vse športne parke, gradili to rekreacijsko, kolesarsko, pešpot infrastrukturo in na nek način tako zaokrožili neko celostno urbano strategijo našega mesta. Poleg tega, kot sem že prej omenil, center raziskav in razvoja, s katerim bomo predvsem probali povezati neko izobraževanje, razvoj
inoviranje v tem našem koncu kot podporo našemu gospodarstvu, tudi za bodoče, in pa čim več narediti, in tle imamo neke projekte, ki zdaj združujemo, predvsem so to lesni centri Dolenjske in tako naprej, na trajnostno usmerjenem gospodarstvu v tem segmentu, kot sem rekel, malih in srednjih podjetij, kar verjamemo, da je tisto, kar bo tudi eno celovito trajnostno strategijo lahko podprlo. Hvala. Zdaj pa še eno sporočilo, in sicer upravičil bi župana Kopra, ki prenaša vsem lepe pozdrave. Z nami je sekretar Združenja mestnih občin Slovenije, tudi iz Kopra, in pozdrav sekretarju, ki so tudi partner zraven. In upravičil bi tudi vse vas lepo pozdravlja župan mestne občine Celje, se tudi upravičil iz posebnih razlogov, se ni mogel udeležiti. No, zdaj bi pa prišli na zaključni del počasi, in sicer župane in predstavnike mest bi še prosil, da so malo z nami. Bi povabil državno sekretarko, da vidimo, kako smo mi danes to domačo nalogo opravili. Če lahko naredim kratek povzetek. Vse pa bo potem del zaključnega poročila, ki ga bomo pripravili. Tukaj imamo dobro analitično ekipo, tudi GFS inštitut, predstavniki vlade, vse debate, predstavitve, kar ste tudi danes predstavili, bo potem del zaključnega poročila prvega urbanega foruma. Ampak o tem še kasneje. Jaz sem se kar sklenil. Dela sem malo. Lahko, da sem izklopil, ne vem. Vlada skozi dela. Hvala vam za tak moj delovni dan, danes sem vam res hvaležna. Niso vsi dnevi taki v vladni inštituciji. Hvala za to priložnost, da lahko zdaj povzamem. Poskušala bom biti čim bolj pametna, seveda pri tem se pa ne bom trudila vsega povzeti, kar se danes je postavili, ker ključno je bilo, da smo res vzpostavili to platformo, da ste se župani mestnih občin in drugi predstavniki mestnih občin lahko odzvali in da smo vas imeli priložnost slišati, kako vidite svoj prostor, svojo vlogo, in veseli me, da se vidi tudi ta različnost, raznolikost, ker še pred nekaj leti je bilo posod vse isto, vsi bi vse enako, in se ni čutili te raznolikosti in tudi raznolikosti v viziji, strategiji, projektih, čemur zdaj po mojem mnenju ni tako, kar je bilo danes tudi lepo demonstrirano. Kaj ni pametno, verjetno, pri upravljanju z mesti ali pa pri vsakodnevnem delovanju, da se še naučimo iz preteklega obdobja, tako da tudi od odzadaj poskušali začeti, ko so bili predstavljeni posamezni projekti, dobri ideje za naprej, že konkretni projekti, v katero smer naprej, še vedno rešujemo projekte, ki bi že morali biti izvedeni. Torej, tisto načrtovanje prihodnosti, videti malo naprej, narediti analizo, oceniti verjetnosti, dobro pripraviti pogoje, da bomo lahko dobro delovali, pa da bodo projekti realizirani. Vse to se lažje naučimo, da v tega obdobja, da morda nismo bili zmer najbolj pametni ali pa da nismo znali v redu predvideti. Vse korake, se vseh ni možno, vendar je pa ključno za naprej, da postavimo pogoje, v katerih bo to bolj učinkovito izvedljivo. Kar se mi zdi, da je zelo drugače napram par let nazaj, ker zdaj prostorski del ministrstva mislim, da ni treba prepričevati za okolje in prostor, da imate mestne občine posebno vlogo, da ima mestna občina povezavo ali pa da je del regije, da ne moreš doseči vsega v Ljubljani, da ne moreš v Ljubljani odločati na parcelo natančno, kje ja, kje ne in zakaj ne, pa zakaj ja. Tako da te strategije, ki prihajajo vedno z novimi kraticami, niso kar tako, niso samo zato, da imamo še en dokument, je pa povezano s tem, kar ste opozarjali, da na vladni ravni očitno ne vemo, kaj bi si želeli, ker napišemo vse maksimalno, na vseh področjih bi imeli vse in to zelo maksimirano, ko pa v prostor prideš, je pa skoraj neizvedljivo in traja predolgo, da pridemo do rešitev. Torej, jasna vizija, tako na državni ravni, kot potem tudi na lokalni. Tukaj je ključno, da res ni 212 županov, direktorjev, ki vsak vodi svojo politiko, svojo vizijo Slovenije, svoj razvoj, ampak da se zavedamo, da imamo različne vloge.
ključno, kar se mi zdi, da ne nazadnje tudi, ko so bile sektorske politike vladne izpostavljene, kako so velikokrat neusklajene, ko se to odrazi na konkretnem projektu, ki imate dobre ideje, pripravljen projekt, vse je pripravljeno, ampak še vedno kar traja in tudi nismo najbolj pametni potem, če toliko časa rabimo, da najdemo pametno odločitev in tudi ni nujen, da je tisto, ko ne sprejmemo odločitve v enem projektu, da je tudi pametno. Kar mislim, da se moramo učiti po 10-letnem članstvu v EU-ju, ko smo predvsem, lahko govorim vse v našem ministrstvu, pa bom povezvala potem s tem, kar ste povedali, ko smo prenašali veliko pravnega reda EU, ko smo videli v praksi, kaj to pomeni, ko se veliko stvari v praksi ne izidejo, da smo 10 let gledali, kaj Natura območje pomeni, kako to spraviti v funkcijo razvoja, je zelo dobro eno refleksijo narediti, vi jo vsak pri sebi ste jo naredili, ministrstvo je tudi dela in tudi obrača fokus v trajnostno upravljanje z viri, ne po zakonodaji to lahko, to pa ne moč, pač upravni del mora biti čist in zakonodaja je samo en del, v preteklosti imel večjo vlogo, zdaj jo probamo, da pač seveda zakonodajni okvir mora biti jasen, čist, jasna pravila igre, ni pa bistveno, zato ker zgubimo vso energijo, gospod Gajšek se je izrazil, da razpršimo preveč energije zelo neučinkovito, torej tudi nič pametnega v tem, in ker tudi rezultatov pa nimamo res dobrih, da je več poudarka res na upravljanju, na izvajanju. In to, kar ste danes vsi nastopajoči demonstrirali, je prav to, da smo se pogovarjali začeli na temo urbanega razvoja, urbanega območja, o upravljanju. Ko govorimo o upravljanju, je tudi jasno, da nismo sami, a ne v tem prostoru, bodi si urbanem ali pa ruralnem, da se spreminja način vladanja, odločanja, pogovarjanja in da se tudi mora spremeniti ta model. In vse te super informacijske podpore, ki jih imamo, nam lahko koristijo pri tem, tudi druga orodja, ki so razvita. Ključno pa je, da zdržimo ta proces komunikacije, da ni sta samo dva kroga, po moje tako, po tvoje tako, po moje tako, po tvoje pa zdaj zaključimo, vsak gremo spet po svoje, pa probamo doseči na en drug način rezultat pri projektu ali pa posamezni aktivnosti, ampak da res naše modele, način delovanja spremenimo in da res odrazimo to trajnostno upravljanje z energijo, kar rekel, v najširšem smislu. Tukaj je ključno to participativno odločanje ali pa, da smo vsi del enega prostora, da je pa to tako, zdaj ni bilo s tem izrazom omenjeno v današnjem dnevu, ta NIMBY efekt, not in my backyard, ampak ste ga pa izražali, ne, med vrsticami pa s tem, kar ste predstavljali. Moramo biti informacije, moramo imeti, ta prava informacija, da se lahko dobro odločamo. Moramo biti del procesa, da lahko vemo, moramo vedeti, kaj je cilj vlade, posameznega ministrstva, ključno pa tudi občine in mestnih občin tudi. Da to, kar so župani danes demonstrirali, je jasna vizija in se ta proces lahko res začne, a ne, skupnega procesa, skupno pripravljanje strategije in ta trajnostna urbana strategija, te TUSI, na ministrstvu smo videli samo odlično priliko, da lahko to povežemo, ne da je še en dokument za to, da odkljukamo, tudi to so naredili, super, a ne, ali pa te še niso bojo čakali s financiranjem, ampak da res premislite, kaj v strateškem smislu eno lokalno okolje, tudi v regionalnem smislu in pa z vidika izvajanja javnih politik lahko ponudi, kje ima potencijale, kje ima možnosti in tako, kot ste župani danes predstavniki mestnih občin predstavili, imate zelo dobro analizo stanja, tudi že izzivi priložnosti, zelo jasno vizijo ali pa možnosti, v katero smer peljati stvari naprej. Uvodoma je bilo pojasneno tudi, kje so te finančni viri, še več informacij seveda na pravih mestih tudi jih obstaja. Kar je pa komisarka Bulčeva uvodoma tudi rekla, da je zanimivo opazovati Slovenijo, ki dela v zadnjem času kar nekaj zanimivih, dobrih korakov, da bi moramo to povezati in da če bi sam danes mi tukaj, ko sedimo, to znali povezati, da bi bilo tudi že zelo dober korak naprej. In mislim, da smo to skupaj, vsi skupaj pa tole uspeli. Veseli me povsem, da smo prišli do urbanega foruma, pa ne bi rada, da je edini, rada bi, da se nadaljuje in da rada tradicionalen, da smo zelo hiter so organizatorji se uskladiti v ideji, v konceptu, kaj bi to bilo, pa da to vsi rabimo, ker dolgo časa je bilo pa bila ena nevarna, po mojem mnenju nevarna teza rečena, da je Slovenija lahko kot eno mesto videna. Dolgo časa se je razumeli, da je
da ni nobenih specifik, da mestne občine niso nič posebenega, da je vse lahko tudi, mišljamo, da smo zelo ruralno okolje, a ne, da je ena Slovenija, da je lahko zelo posplošeno, pa pridemo do obravnave Slovenije. In tukaj smo hoteli to distinkcijo narediti, tudi vi ste predstavili, da jo rabimo razviti naprej. Da smo to, kar je profesor Koželj pomenil, koliko si treba z državo izboriti vsako stvar, pa ste rekli, da si treba tudi na državni ravni. To področje, ki pokreva prostor, okolje, to ministrstvo, si mora to, kar bi tudi mislili, da če govorimo o trajnostnem razvoju, o trajnostnem upravljanju, da nam pripada. Zdaj, ta urbani forum smo razmišljali že 2 leti, po moje, da smo si ga izborili potem, pa ne sam forum kot forum, ampak da govorimo res o urbanem razvoju, da je poseben denar namenjen v razvojnih dokumentih in za naslednjo perspektivo, da se zdaj pogovarjamo, kakšni projekti so tisti, ki jo največ dodane vrednosti prinesle. In te trajnostne urbane strategije so bolj celovite, več projektov imate noter zajeti, kot je trenutno se vidi tega financiranja, omogoča pa tudi povezovanje z drugimi viri financiranja. Tako da nisem ta delček milijonov, ki je zdaj obvezno namenjen v operativnem programu za trajnostni urbani razvoj. Jaz si želim, da se vidimo tudi prihodnje leto, da to leto pa da urbani razvoj, da se ne sprašujemo, ali mestne občine imajo vlogo ali nimajo. Mislim, da je več stvari za spremeniti, tudi kar ste danes predstavili. Zakonodajni okvir zagotovo, da ne onemogoča te projekte in ideje, ki jih imate, da se je zelo jasno tudi zdaj, ker imamo strategijo razvoja Slovenije odprto, ko imamo pametno specializacijo odprto, ko imamo v prenovi strategijo prostorskega razvoja Slovenije in še številne druge strateške dokumente in operativne ali pa akcijske načrte. Ne nazadnje tudi naše ministrstvo aktivno, nekjer v zakonih napiše, da lahko to delamo, je akcijski načrt za prehod na zeleno gospodarstvo, kjer bi želeli te posamezne dobre prakse povezati in jih preliti v način delovanja, da v te dokumente vnesemo ta načela, vodila, zato da boste imeli ustrezno vlogo, da delamo na različnih pristopih, da se učimo drug od drugega in da niso samo posamični dobri primeri, tako kot se je pa danes že pokazali mestne občine, že tekmujete med sabo in 14 dni nazaj mislim, da sem bila v Novem mestu, ko je bilo regijsko posvetovanje SOS-a, je bila tudi ena od idej, pa mislim, da je kar z mestne občine Novo mesto prišla, pa se bi mi lahko tudi gazele, a ne, ko je bilo dnevnik je pač organiziral. Tako da, če bi eno tako pozitivno konkurenco uvedli, ampak z vidika razvoja, kako čim bolj pametno upravljati za dobro, bogato, uspešno prihodnost nas vseh, bi bilo verjetno tudi zelo dober zaključek ali pa vodilo za to leto naprej po tem forumu. Hvala lepa. Hvala. Tani, hvala. Zdaj pa samo še minutka, 2, damo še besedo stakeholderjem, platformi, na kratko nekaj ta konsens je, ampak mogoče, ali bi še kaj dodali strani vas udeležencev, ki ste tudi na različne načine vključeni v življenje mest, v kreiranje urbane agende, ali bi kdo še kaj dodal danes? Mi smo postavili vprašanje, pa čakamo na odgovor. Dobro. Vprašanje glede kreiranja vključenosti. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, ne samo, da se strinjamo, ampak dejansko smo tisti del družbe, ki gre od besed k dejanjem. In lahko ste prepričani, da se bo prvič forum nadaljeval, drugič, da bomo ustvarili platformo za participacijo, se pravi vključevanje, kar se nam je zdaj zelo pomembno. Tretjič, žal danes ni enega od močnih akterjev Umanotere z nami, ker so na drugem, mislim, da imajo nek živijski sejem in Video Gorevc Wagner, tako da te aktivisti, se pravi, te kanale smo zelo dobro odprli, tako da mi smo pripravljeni, kar se tiče soorganizatorja. Jaz lahko govorim samo o svojem imenu kot soorganizatorja urbanega foruma in pa slišali pa smo, da so tudi župani pripravljeni delovati v to smer, ali pa mogoče bi še bolj konkretno naslovili. Mogoče, če bi organizator prepustil besedo še drugim županom. Glede vključevanja. Dobro. Za mnenje teh, me pa zanima še drugi. Odlično. Pa imamo še vprašanje v zadnji, ja? Jaz bi sam komentar imela glede vključevanja javnosti, zelo nadem še.
infrastruktura. Vse mestne občine oziroma vse občine v Sloveniji, ki bodo izdelale celostne prometne strategije, bodo v procesu priprave upoštevale vključevanje javnosti, zato ker je metodologija izdelave celostne prometne strategije taka, da v sebi to že vključuje na primerni in preverjen način od samega začetka postopka priprave v najzgodnejši fazi in potem tekom celotne priprave celostne prometne strategije, tako da je to že s samo metodologijo zagotovljeno. Hvala. Super, hvala. Bi pa dali tudi zdaj možnost županom, da odgovorijo in vsak, prosim, ki bi rad na to, da zvemo, kako mesta planirajo, da še z vaše strani zvemo. Ja bi sam to odgovoril. Povejte mi, kaj ne bi naredila javnost pri reformi prometnih navad, če se jih korenito oklepa, kako se temu reče, če se jih strastno oklepa. Kaj ne jaz naredim s to javnostjo? To je moje vprašanje, ki se mi ves čas postavlja. Jaz ga prej nakazal mogoče z tem vzgledom. Kako, škajka za mene se postavlja ključno vprašanje, kako naravnati ali pa spreminjati mesto v smeri trajnostne prihodnosti, no? Da bom uporabil ta izraz, če vendar javnost tega noče, če to jemlje kot nekaj, kar je vsiljeno, če to javnost jemlje kot napad na njihove pravkar usvojene vrednote, lejte, ki se krčevito oklepajo, no, ker jim to edino, za kar so zastavili pravzaprav vse svoje pravzaprav življenjske perspektive v ta projekt, a veste, liberalne družbe, demokratičnih odnosov, ki pa na koncu, kot veste, generirajo izraziti individualizem in tako naprej. Veste bolj kot jaz, o čem govorim. A povejte mi, kako to narediti. A veste, v Ljubljani se pač s tem ukvarjamo in vidimo, da žal bom povedal nekaj, na kar sem doživel najhujši napad sploh možen v svojem življenju, napad, ko se temu reče, na svojo osebnost. In to je, ko sem enkrat izjavil, da je prav, da imamo zastoje na vpadnicah v mesto, ker zato bomo mogoče prepričali neskončno število voznikov, teh je skoraj 100 000, ki vsak dan se usedejo v svoj avto in se peljejo v Ljubljano, da bomo mogoče, a veste, se le ustavili na kakšnem park and ride, na kakšnem terminalu in vstopili v mestni avtobus. Tukaj to je en velik projekt in seveda jaz to postavljam kot nek izziv, no. Dobro, hvala. Še komentarji župani na vprašanje, prosim. Dela. 3 sekunde pa, da začne delati. Torej, morda sem tudi se nekoliko izvanga počutil, ker je gospa iz Ministrstva za infrastrukturo to vprašala. Bom jaz povedal eno anekdoto glede vključevanja. Pred kratkim smo bili na sestanku na ministrstvu z ministrom in VD direktorjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Govorili smo o izzivu, kako, če se bo začela 3. razvojna os mimo Novega mesta graditi po vzhodni strani, kako bo to kolaps čez Novo mesto, pa da bilo treba na zahodu tudi nekaj narediti, pa tako, da ne bom predolg. Na kar nekdo pove, da je že 2 leti ali 3 leta nazaj nekdo naredil neko študijo opaznosti etapnosti, ki je povedala, da bo treba nekaj iti iz enega konca na drug, in smo vprašali, ali lahko to študijo nam prosim pošljete, ker ni nihče na seznanju s tem. Mi vemo, kakšni bojo problemi, mi vemo, da bo Novo mesto doživelo kolaps, če bomo čez celo mesto peljali, ker imamo seveda neprimerno infrastrukturo. No in odgovor je bil, ne morete tega videti, lahko sicer prijete k nam, pa to si preberete, ampak ne moramo vam pa tega poslati. Toliko o vključevanju, mogoče saj te lokalne kvazi strokovne javnosti in odprtosti s strani države. Drugače pa morda jaz, profesor Koželj, vidim, da je dokaj realist verjetno, jaz sem še v marsičem optimist, mi smo zastavili te stvari, ki jih pelemo
delamo v mestu v spremembah teh navad in prometnih režimov, zdaj ko bomo šli v prenovo starega mestnega jedra, tle dejansko probamo vse te javnosti vključevati in iščemo to kritično maso. Jaz upam, jaz sem še optimist, da bom to kritično maso doživel, čeprav realnost govori, 60 let se ni nič spremenilo. Ne? In ko smo za nov let umestili eno drselišče, ravno toliko, da nisem 5 inšpekcij dubo, zato samo, ker smo tam postavili pač en košček ledu in so otroci uživali. Hvala. Mogoče še kateri drugi od županov, komentar na participacijo, vključevanje, izkušnje, ja? Hvala. Torej, ko sem pred pol leta gledal na mestni svet in delovanje občine, mi ni bilo prav sprejemanje odločitev. Namreč sprejemanje odločitev je bilo takšno, da si je župan nekaj zmislil, potem so to strokovne službe pripravile strokovne podlage, je prišlo se pravi preko odborov, je bilo seveda vse sprejeto na mestni svet in glasovalni stroj je to sprejel. Ne glede na to, ali je to bilo dobro, se pravi za vse meščane ali ni bilo. To sem spremenil, mi smo ustanavljamo razvojne skupine za posamezna področja, za posamezno problematiko. Prva takšna razvojna skupina je, se pravi, ta arheološki muzej na Prostem. Tukaj je, mislim, da je 11 članov te skupine, kjer so tako predstavniki laični kot strokovne javnosti, tako iz Ptuja kot tudi izven Ptuja, in ta skupina dela, moram reči, odlično. Tako delamo tudi na ostalih področjih, za področje razvoja turizma, uživanja starega mestnega jedra, tu je vključevanje seveda vseh deležnikov bistveno večje, kot je bilo prej. Jasno pa je, da vseh želja ne moremo upoštevati, ne more iti neki individualni interesi na račun skupnih interesov. Hvala. Še kdo kaj doda? Župan, ja. Župan Kranja. Lepa hvala za besedo. Jaz se strinjam, da je treba zainteresirane javnosti zelo, zelo vključevati, ker ne nazadnje to nam na koncu pri odločanju olajša delo. Treba je narediti tako imenovani buy-in. Ker smo se pa naučili v Kranju, ko smo pri pripravi rebalansa proračuna naredili 8 tako imenovanih fokusnih skupin, je pa, da je treba to stvar peljati zelo sistematično in moderirano. Vkolikor je to tako pripravljeno, potem tudi odlično funkcionira. Tako kot je rekel župan Ptuja, drugače so vedno zainteresirani tisti, ki imajo neke parcialne interese, ki v proces niso vključeni, tik pred sprejemom pa naredijo veliko hrupa, civilne iniciative in vključijo medije. In kar se je nam izkazalo, da je prvi korak, da morajo, preden se debata začne, pripraviti določeno gradivo in predloge, se priključiti moderirani v diskusiji, to je predpogoj, in na koncu narediti neko vrsto glasovanja. Zato, da se že tam pokaže ta vox populi, in da je to precej neutralno in da v mestni fazi pa še sami določijo metodologijo, kako se bo kakšna stvar ocenjevala. Še preden so projekti in finance na mizi, da se določi metodologija. In potem to funkcionira. Zahteva pa ogromno energije, ne nazadnje tudi financ, veliko vključenosti občinske uprave in je zelo zahteven proces. Pomaga pa in pri nas so rezultati zelo zanimivi, kar je bilo najbolj interesantno. Če ta debata ne bi bila moderirana, že na prvi okrogli mizi oziroma fokusni skupini sem prepričan, da bi se začele ostre diskusije, prepričevanja, ker so mogli pa vnaprej pripraviti zadeve, se je pa izkazali čisto po Paretovem pravilu, da so imeli 80% popolnoma enake ideje. In kar naenkrat je že pred začetkom debate nastal en konsens in potem je bila debata konstruktivna. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Še komentar? Kot ne župan, kot urbanišče, dovolite glede odnosov z javnostjo. Veste, kako je? Slovenija ima problem, da je zelo neurbana družba. V Sloveniji je 6000 naselij, ogromno občin, in pri tem, kar pravzaprav delamo in ko postavljamo neke velike projekte, je problem navad življenja. Ne samo, a živimo v mestu, ni nujno, da imaš urbane navade, če živiš v mestu. Lahko, da živi v mestu, pa imamo ruralne navade, da znamo živeti en ob drugem, upoštevati različnost. Je to en velik problem. Pri tej naši akciji, platforme, pa 11 mestnih občin, jaz pričakujem velike odpore, ki se bodo zgodili. Je pa tudi možnost za PR, za znanje, tudi možnost za špekulacije. Ampak, a veste, kako je? Pri odnosih z javnostjo se na koncu nekdo mora odločiti. In tukaj je treba biti pogumen,
In tukaj je treba biti profesionalen in tukaj je treba biti transparenten. Odločiti se pa mora tisti, ki pač ima v rokah oblast, če smem tako povedati. Ne. Seveda je treba vzpostaviti komunikacijo, tudi v Ljubljani imamo zahteven dialog, če lahko tako rečem, ne. Ampak ne gre drugače. Na koncu se je treba odločiti po teh treh načelih. Strokovnost, profesionalnost, oziroma strokovnost in profesionalnost, transparentnost in pa seveda pogum. Hvala. Ja, imamo še komentar gospoda Peterlina. Ja, hvala lepa. Jaz sem zelo vesel, da se je zdaj ta debata na koncu res razvila. To smo mogoče mečkem pogrešali cel čas danes, ampak mislim, da je izjemno dobrodošlo. In samo izvanga sem se počutil strani podžupana Koželja. Jaz mislim, da se stvari seveda dogajajo z obeh strani. Ne? Z ene strani ste vi, rekel, prosvetljeni upravljalci mesta, ki pomagate z ukrepi, zlasti Ljubljana res veliko naredila za spodbujanje pešačanja recimo v središču mesta. Po drugi strani so pa seveda neki trendi spreminjane navad počasi, ampak zelo vztrajno spreminjajo in navade se spreminjajo počasi, ampak ko se pa enkrat obrnejo, jih je pa nemogoče obrniti, ne? Jih je pa zelo težko za drugo smer. In recimo kolesarjenje v Ljubljani je manj zasluga ukrepov strani mesta, kot je v bistvu recimo s strani pač samih prebivalcev. Tako da meni se zdi bistveno je to, da z obeh strani, da ta dialog v bistvu se vzpostavi in da pač se oblast odziva na, da grobo rečeno, ne, na potrebe prebivalcev in seveda, da prebivalci so sposobni sprejeti tudi neke, recimo, pozitivne ukrepe. Hvala lepa, sam to. Hvala. Bi še kdo kaj dodal strani županov, predstavnikov mest? Ja? Izvolite. Se pravi, čujem, mislim, da se vidi klevet nazaj. Maja Simoniti iz Inštituta za politike prostora. Mogoče bi k tej res zanimivi finalni diskusiji dodala samo en vidik vključevanja javnosti. Zelo dobrodošlo je, če premagamo to idejo, da gre tukaj samo za to, da javnost prepravimo za to, da sprejme neke modre ali pa konsenzualne odločitve. Ne gre samo za to. Podžupan Koželj je dobro nakazal. Ne gre za to, da se spreminjajo neke navade oziroma da pravzaprav angažiramo potencial javnosti. Javnost so številni ljudje, ki bodo jutri bodoči župani, upravljalci, gospodarstveniki, razvijalci novih rešitev. In te so latentno prisotne in bolj ko javnost vključimo, več imamo od tega, bolj se bodo angažirale v skupno korist, bolj bomo razumeli skupne cilje. Nove ekonomije na tem slonijo. Ekonomije sodelovanja, participacije slonijo točno na tem, da se odpremo, da premagamo predsodke drug do drugega in vzpostavimo pač te platforme sodelovanja tako z enih takih bolj enakovrednih izhodišč, da je potencial pri tistih, ki že imajo moč in oblast in znanje in pri tistih, ki šele prihajajo ali pa so morda v nekih drugačnih položajih, pa vendar tudi imajo znanje, voljo in tudi lahko prispevajo pomembno k razvoju. Hvala. Mislim, da s to iztočnico gremo lahko na čisto začetek današnje razprave in na en terminus, ki ga je komisarka izpostavila. To je bilo ko-kreacija. Se pravi, ko govorimo o ko-kreiranju prostora, sodelovanju, vključevanju za skupno prihodnost, ali je to mesto prihodnosti, ali je to pametno mesto. Mislim, da je to eno od izhodišč naše urbane platforme, urbanega foruma in v to smer bi tudi nadaljevali seveda z, rečemo, sodelovanjem vas vseh. Tako da jaz bi se še enkrat na tem momentu vsem zahvalil, predvsem županom Združenju mestnih občin, gospodu sekretarju, tamle, prosim, roko gor, da ga vidimo, iz Kopra, to so to pridni, Jani Krajtmajer, predstavnici vlade, ki je res pomagala povezati vse, državni sekretarki, verjamem, da je delal 8 let za vlado, nikdar državni sekretar ni toliko časa sedel z nami, moram reči, ni bil na nobenem dogodku, tako da to je redkost, res hvala. In jasno vsem vam, ki ste sodelovali, civilni družbi, predstavnikom podjetij, ki imajo rešitve in predvsem vam, ki vodite mesta v boljšo prihodnost za trajnostno Slovenijo in seveda za zeleno rast. Hvala lepa.